Zdaj že tradicionalni peti cunjami s koordinatorico in prostovoljci namensko opozarja na težave tekstilne industrije in potrošništva. Odločili smo se, da se malo upremo na nek način temu potrošništvu, ki proizvaja oblačila v nepreglednih količinah, ki potem pristanejo na smetiščih. Gre za problem celotne verige, se pravi od delave bombaža, naprimer, ki je izjemno škodljiv za okolje, ker je poln pesticidov, do predelave teh materialov za izdelavo oblačil, potem kdo to šiva, pod kakšnimi pogoji delajo, kako se potem to naprej prevaža po celem svetu in na koncu še ugotovimo, da so ogromno količin sploh neuporabljenih ostane na smetiščih. Onesnaževanje se prične že pri pridelavi surovin, nadaljuje pri proizvodnji končnega izdelka, transporta in konča pri ogromni količini zavrženih, uporabljenih in celo neuporabljenih oblačil. Imeli smo že okroglo mizo, kdo pa danes naredi vitko srajčico, ker smo ravno opozorili na vse te probleme, ki so povezali s tekstilno industrijo in z globalizacijo, z globalno proizvodnjo, ki mimogrede tudi je uničila, se tako rekoč nimamo našo tekstilno industrijo in tako uničuje tudi posamezne tekstilne industrije v posameznih državah, ta globalizacija. Gre za preprosto menjavo blago za blago, na vsakem cunjamiju pa je vedno več obiskovalcev. V bistvu od začetka, ko smo imeli tako ful malo jih obiskovalcev, tako 2, 3, ampak res zagriženi, pa vedno več. V bistvu zdaj recimo imamo že 52. Tokratni poletni cunjami prav tako spremljajo spremljevalni programi, ki imajo svoj namen. Ti spremljevalni programi s temi želimo tudi pozvati vse, da si lahko pa iz tistih oblačil, ki jih več ne nosimo, naredijo nekaj novega. Se pravi, na eni strani imamo izmenjevalnico, na drugi strani kako pravilno ločujemo te odpadke in še ena stvar je, kako si lahko iz tega izdelamo kaj novega. Tudi z recikliranjem lahko pripomoremo k manjši potrošnji, prav tako pa se opozarjanje na omenjeno problematiko ne zaključuje danes. V naslednjem tednu je ekoteden in pripravljamo tudi modno revijo z oblačili, ki nam bo zdaj tu ostala za jesen, in pa predstavili se bodo tudi modni oblikovalci, ki se zavzemajo za pravično modo. Želimo spodbuditi mlade tudi, da takrat, ko kupujejo, da kupijo takšna oblačila, ki so na ta način narejena. Prihodnji teden bodo v prostorih Doma ustvarjalnosti mladih potekale delavnice, kjer si lahko iz starih oblačil izdelate nove predmete, v sredo prirejajo modno revijo in če ste tokratni cunjami zamudili, vas bomo na naslednjega v jesenskih mesecih opomnili tudi mi.